Ja, hvala za besedo. Jaz bi se prvo zahvalil predstavnikom civilne zaščite, ki so nas praktično takoj po začetku požara vključili v samo intervencijo. Mi smo bili o požaru obveščeni včeraj nekje okrog 21 ure. Ponudili smo naše službe na razpolago. Seveda v prvi fazi intervencije naše službe praktično nimajo kaj na požarišču iskati. Smo pa takoj danes zjutraj po posti sklicali urgentni sestanek na Upravi za varno hrano, kjer smo se pravzaprav skupaj pregledali situacijo, pridobili informacije od ostalih inštitucij, vključno z civilno zaščito in potem naredili protokol, kaj moramo v tem primeru narediti. Glede na to, da je gorelo podjetje, ki izdeluje izolativne materiale, glavni proizvod izolativnih materialov je polistiren, smo seveda preštudirali, pregledali situacijo, kaj nam lahko pri nepopolnem izgorevanju nastane in seveda potem na podlagi tega smo potem sprejeli določene ukrepe in določene aktivnosti na terenu. Moram povedati, da so naši inšpektori takoj po tem sestanku šli na teren, kontaktirali tudi vodja intervencije in še zdaj zbirajo pravzaprav vzorčenje tudi na terenu. Odločili smo se za vzorčenje večjega števila zelene trave. Trava je najbolj pravzaprav reprezentativna kot krma, ampak tudi reprezentativna kot neka vrtnina, glede na to, da ima relativno majhno maso na veliko površino in kjer se ti trdi delci, ki so praktično edini v tem primeru, ki lahko kontaminirajo območje, kontaminirajo same te proizvode. Tako da imamo inšpektore na terenu. Danes, čez dan bomo zadevo, kar se tiče vzorčenja, zaključili, poslali v laboratorij v Maribor, ki bo delal čez vikend in mi pričakujemo nekje prve rezultate, kar se tiče potencijalne kontaminacije trave in pridelkov nekje sredini naslednjega tedna. Je pa res, da po nekih podatkih, po nekih izkušnjah ne pričakujemo nekega večjega kontaminacije. Smo pa tudi sprejeli, smo pa izdali obvestilo za vse kmetovalce pa pridelovalce na tem območju, ki je na naši spletni strani in sicer to obvestilo predvsem vključuje svetovanje. Mi svetujemo, da kmetovalci, ki imajo krave, ne pasejo, dokler nimamo krav na prostem, dokler ne dobimo rezultatov analiz ali pa dokler ne bo dežja, ker ko prije dež, bo ta kontaminirano površino sprav. Enako velja pa tudi za pridelovalce zelenjave. Tako pa imamo inšpektore na terenu in tesno sodelujemo z civilno zaščito.